Se še spominjate, kako ste se nekateri ne tako dolgo nazaj hihitali, kadar ste na cesti zagledali kakšno dačjo, starinsko, brezoblično, dejansko hecno škatlo. Ampak sem prepričan, da se ne hihitate več. Dacia je namreč že leta 2004 začela s pravo ofenzivo različnih modelov, ki, če tudi ne napadajo bogato opremljenih avtomobilov in so dejansko še vedno najbolj zanimivi ravno zaradi cene, sploh niso slabi. In to se kaže tudi v njihovi prodaji. Od leta 2004 pa do danes se je ta povečala ne za enkrat, ne za dvakrat, ne za petkrat, za 15krat. In tole je prenovljeni Duster, ki je dejansko najbolj zanimiv, vsaj glede na prodajne številke. In sedaj, ko so prenovili celotno paleto ostalih modelov, je prišel čas, da prenovijo tudi Dusterja. In tega so v 3 letih prodali v več kot 450 000 primerkih. Samo lani ga je kupilo 300 000 kupcev. Zunaj ni drastičnih sprememb, malo so spremenili samo sprednjo masko, ki ima sedaj malce več kroma in tega je nekaj več tudi na zadku, in drugačni so še žarometi. Tule znotraj pa so dejansko odpravili tiste hibe, o katerih smo ves čas vedno pisali. Dodali so prikazovalnik zunanje temperature in premaknili stikala za odpiranje stekel sem na vrata. Bolj zanimivo je dejansko to, kar na prvi pogled sploh ni očitno. Sedaj je opreme več, serijske so 4 zračne blazine, serijski je sistem ESP oziroma tule ESC, na voljo so parkirni senzori, tempomat in sistem Media Now. Ta vključuje tudi navigacijski sistem, ki mi je danes še posebej všeč, ker skrbi, da se po teh francoskih cestah ne izgubljam. Zanimiv je pa tudi zaradi tega, ker zna voditi v slovenskem jeziku. Sicer so izrazi gospodične, ki se oglašajo iz zvočnikov, malce nenavadni, recimo pred križiščem reče vstopite v križišče, ne, se bom kar zapeljal. En pomislek imam vseeno pri tej navigaciji, in sicer zaslon je namaščen občutno prenizko, ne samo zato, ker moram potem svoj pogled odmikati iz ceste, ampak predvsem zaradi tega, ker je nameščen na tem delu, kjer je armaturna plošča že povsem navpična in se v dobrem vremenu, ko sije sonce, recimo, nas sploh ne vidi. Drug pomislek oziroma druga zamera, ki je dejansko največja pri tem avtomobilu, pa je zelo slab krmilni mehanizem in tudi občutek pri držanju tega volana je ojoj. Če bi popravili še to dvoje, bi bil Duster odličen avtomobil. No, če vam je všeč predvsem robusten izgled 4-kolesnega pogona, pa ne potrebujete, potem lahko izberete tudi paket Adventure, ki ima zaščite na blatnikih in obloge pragov vrat. Lahko pa izberete še bolj agresiven paket Offroad, ki ima spredaj še zaščitni drog in takšnega še na vsakem pragu. Prvič so od Dusterja odtaknili tudi 1,2-litrski turbobencinski motor TCE z 92 kW moči in v takšnem se vozim ravno kar. Trenutno je na voljo le v različici, ki ima samo sprednji pogon, je pa dejansko lepo prožen in tudi ta 6-stopenjski menjalnik je dovolj natančen. Obljubljenih 6,3 litre povprečne porabe sicer ne dosegam, je pa tudi teh 8,3 dovolj spodobnih. Smo pa se prej po terenu preganjali 4-kolesno gnanjem Dusterjem, ki mu je pogon seveda že od nekdaj posodil Nissan. Ta je v osnovi speljan na sprednji kolesni par, potem pa lahko s pomočjo stikala spreminjamo med samodejnim preklapljanjem, med 2- in 4-kolesnim pogonom ali celo vključimo zaporo diferenciala. Lahko rečem, da sem prijetno presenečen nad zmogljivostmi Dusterja, ker je z vsemi nalogami opravil brez težav. 21-centimetrska oddaljenost od tal skrbi, da lahko prevozi tudi večje ovire, dejansko pa mu nobena klančina, nobena ovira ni delala nobenih težav. Ta prašnik je dejansko dober plezalec. No, kar se tiče motorjev, seveda boste imeli na voljo poleg tega motorja še 1,6-litrskega neturbobencinarja in 1,5-litrskega DCI-ja z 90 oziroma 110 konji. Pri Dacii pravijo še, da so zmanjšali hrup v notranjosti in to kar za polovico. Dejansko je tako Duster postal precej boljši avtomobil, naj pa bi ostala cena povsem enaka. A ja, še to mi je všeč pri Dacii, dejansko pri vseh modelih, da so tako zelo robustni. Načini.